Dober večer vsem skupaj in hvala za povabilo, da smem biti tukaj. Jaz bi pravzaprav želel, da danes skupaj razmišljamo o Svetem pismu in da skupaj razmišljamo o tem, kaj bi bilo to središčno sporočilo Svetega pisma. Preden se lotimo te teme, bi povedal nekaj o svetopisanskem maratonu, ker ta današnji dogodek spada v svetopisanski maraton. Svetopisanski maraton je, preprosto povedano, je neprekinjeno branje Svetega pisma. Zdaj, tokrat je organizirano tako, da se bere en teden, neprekinjeno, noč in dan. In bere se po vrsti Svetega pisma, se pravi, ena knjiga, naslednja. V celem tednu se prebere celo Sveto pismo, potem pa še nova zaveza še enkrat, verjetno v celoti. Se pravi, en teden je več kot dovolj, da se prebere celotno Sveto pismo. Namen tega dogajanja je ta, da se enostavno mogoče kristjani spomnimo, kako pomembno je to, da imamo Sveto pismo. Se pravi, prvi namen je to, da se spomnimo, kakšen dar je to, da imamo Sveto pismo, po katerem nam govori Bog. Hkrati je to priložnost, da se zberemo kristjani različnih krščanskih veroizpovedi, se pravi katoličani, protestanti, pravoslavni, in da enostavno skupaj prisluhnemo Božji besedi, se družimo, se pogovarjamo. In seveda obenem je pa stvar zamišljena tako, da v tem tednu, ko se pač na enem mestu, to je pri Svetem Jožefu na Poljanah, bere Sveto pismo neprestano, da se ob tem organizirajo razni krščanski dogodki, koncert tudi in tako naprej. No, današnje predavanje je eden od teh dogodkov. Vse, kar vas kaj več zanima, je tukaj nekaj izloženk, lahko tudi jaz vam kaj več povem. Svetopisanski maraton še traja do sobote zvečer, tako da, če imate le čas, se oglasite, kadarkoli, v noči, dnevi, pridite, tam se bere Sveto pismo, bo čas, da sami verjetno tudi lahko še preberete kakšno poglavje, tudi če drugače se nekaj razpored, ampak nikoli ni problem najti še kakšno mesto, za koga bi želel braniti. Toliko o tem. No, zdaj pa se malo lotimo tega vprašanja, kaj je osnovno, središčno sporočilo Svetega pisma. Zdaj, Sveto pismo je debela knjiga. Tale konkretno recimo ima 1600 strani, zdaj odvisno od tiska, od velikosti, črtega ovoga, ampak to je debela knjiga, to je velika knjiga. Pravzaprav beseda, ki se uporablja tudi je Biblija, in ta beseda pravzaprav pomeni knjige, to je množinska beseda, knjige, knjižnice. Sveto pismo je v bistvu majhna knjižnica. To ni samo ena knjiga, ampak je zbirka knjig, ki so nastajale v velikem časovnem razponu, tam nekje 1000-1500 let. Recimo, da zadnja knjiga bila napisana okrog leta 100 našega štetja, prej so pa nastajale vsaj 1000 let ostale svetopisanske knjige. To je en cel svet je v tej knjigi zaobsežen. Je pa res, da ta svet je danes mnogim tuj in neznan. Veliko ljudi se pritožuje, da Svetega pisma ne razume. Še posebej mlajši ljudje pravijo, ja, to je čudna knjiga, ne vem, kaj bi s tem. Ta knjiga je dolgočasna. Res je, če začneš brati nekje pri prvo Mojzesovo, se prebiješ, pa priješ z druge Mojzesove in se začnejo seznami in pa se pregrizeš s vso, priješ v tretjo Mojzesovo, tam se pa sami detalji o nekih obredih, ki so čist nepredstavljivi za nas in večina njih pa pomaga, seveda. To, kar bi danes želel predstaviti, je mogoče neko pristop k Svetemu pismu, nekaj, kar nam pomaga. Recimo pač, če pridemo v neko tujo deželo, tujo pokrajino, se v njej ne znajdemo in ravno zemljevid. Ali pa še bolj mogoče pomembno je, da vidimo, kaj je neka orientacijska točka, recimo en stolp ali pa ena visoka gora, glede na katero se lahko orientiramo in takoj vemo, aha, tukaj smo v odnosu do te velike stvari. No, in v Svetem pismu je nekaj takega. V Svetem pismu lahko razločimo eno stvar, eno sporočilo, ki je središčno. In
je potem razporejena vsa ostala snov v stari in novi zavezi. In to sporočilo lahko poimenujemo na kratko Evangelij o Jezusu Kristusu. Dobra novica o Jezusu Kristusu. In zdaj, mislim, da je najbolj, da kar pogledamo vse pismo, bom prebral eno odlomek, kjer bomo ta Evangelij povedan ali pa omenjen. Bom prebral iz prvega pisma Korinčanom, 15. poglavje prvih 11 vrstic. Apostol Pavel piše to pismo, verjetno okrog leta 55 krščanskih skupnosti v Korintu, to je Grčija. In tako pravi. Spominjam vas, brate, na Evangelij, ki sem vam ga oznanil in ste ga tudi sprejeli, ter stojite trdni v njem. Po njem ste na poti rešitve, če se trdno držite besede, ki sem vam jo oznanil, razen če ste za nas sprejeli vero. Izročil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel. Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v pismu. Pokopan je bil in tretji dan je bil obojen, kakor je v pismu. Prikazal se je Kefom na to 12, potem se je prikazal več kot 500 bratom hkrati. Od teh je še zdaj večina živih, nekateri pa so zaspali. In to se je prikazal Jakobu, potem vsem apostolom in tako naprej. Potem pa začne vse govoriti. Pavel tukaj v dveh vrsticah pravzaprav pove to središčno temo. Pove ta Evangelij o Kristusu. In to je čist enostavno preprosto sporočilo. Kristus je umrl za naše grehe, pokopan je bil, tretji dan je bil obojen. In Korinčanom pravi, tole je na tem vse vsi. Tole ste slišali, če se tega držite, ste na poti od rešitve. To je absolutni temelj, to je srž, to je bistvo. In to je tema dejansko, ki jo vidimo v različnih Pavlovih pismih. On sam jo razvija. Zdaj, ta odlom je zanimiv iz več ozirov. Recimo, zanimivo je to, da omenja, da je 500 kristjanov vidno stavlja Kristusa in Pavel prav, zdaj je večina še živi. To je zelo pomembno pričevanje. V času, ko Pavel tole piše, je bilo večina ljudi, ki je videl stavlja Kristusa še živi. Oni poznamo ne zanje. To je zelo pomemben argument, da če se henje ni nek privid, neka iluzija, ki se imeli eni, ampak to je dejansko dejstvo, na katerega se sklicuje, ker Pavel lahko tako konkretno sklicuje na tem, ki so še živi. Jaz bi rad pozoril pa na nekaj drugega. Prav, Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v pismih. In potem vstal od mrtvih, tretji dan je obojen, kakor je v pismih. Za Pavla je Evangelij sam izpričan v pismih. Zdaj, ta pisma, o kateri govori Pavel, so stara zaveza, takrat nove zaveze še ni bilo. In Pavel, kot Jud, vemo, on je bil Jud, on se je spreobrnil zelo dramatično na poti v Damask, ampak on kot Jud vidi te judovske svete spise kot temeljno pričevanje za Kristusa. In tukaj že vidimo, da sam Pavel nam nakaže pravzaprav, kaj je zdaj bistvo tega svetega pisma, kaj je bistvo teh 1600 strani, te dolge zgodovine judovske, in Mojzesa, in rešitve iz Egipta, in zakonodaje, in prerokov, in modrostnih knjig. Prav, tukaj je pričevanje, tukaj je pripravljen teren, tukaj je pripravljena pot za tole eno stvar, za Kristusa, za njegov križ, njegova smrt na križu, za njegovo vstajenje od mrtvih. In to Pavel vidi v pismih, se pravi stari zavezi. Seveda, če dodamo še novo zavezo in pogledamo iz tega vidika, vidimo, da gre pa pravzaprav samo za izpolnitev tega. Če je stara zaveza nekako pričevanje, preložko, vnaprejšnje pričevanje, potem nova zaveza, enostavno poročilo o tem, se vemo. Prve 4 knjige nove zaveze so evangeliji, se pravi so poročila pisana z vidika vere Kristusa, ki govorijo o tem dogodku.
In jedro vse štirih evangelijev je pasijon, je zgodba o Kristusovem trpljenju in vstajenju od mrtvih. Če pogledamo že količinsko, koliko je slovi v posameznem evangeliju, je ponavadi tretjina, ali pa varianza, skoraj polovica evangelija spada v te zadnje Kristusove dni na zemlji. Se pravi, tik pred križanjem vidiš vstajenje od mrtvih. To je to in potem pisma razlagajo to isto. Tako kot je pismo Korinčanom, recimo, pa pismo Rimljanom. Tako da nova zaveza je pa potem dejansko razmislek o tem enem dogodku, ki se je zgodil. Rad bi izpostavil mogoče dve stvari glede tega evangelija. Najprej bi rad, da se spomnimo na to, kaj Pavel v evangeliju nekaj drugje reče. To je v pismu Rimljanom. Na začetku pisma, tako na to zelo programatično Pavel deklarira. Prav, ne sramujem se evangelija, saj je vendar Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje. Najprej Judu in potem Grku. V njem se namreč razodeva Božja pravičnost iz vere v vero, kakor je zapisano, pravični bo živel iz vere. Pavel tukaj, če dobro poslušamo, postavljeno zelo drzno trditev. Prav, evangelij, tole sporočilo, tole čisto enostavno sporočilo, ki ga lahko 5 let star otrok pove. Tole je Božja moč. To je moč samega Boga. V tem sporočilu, ki nam govori o tem enem dogodku, to sporočilo je neka obleka, v katero se je Bog odločil svojo moč obleči, zapakirati. Na ta način nam Bog daje svojo moč. In ta moč seveda tudi pove, kakšna je, to je moč rešitve. To je moč večnega življenja, če hočemo. To je moč opravičenja, to je moč pravičnosti. Morda nas lahko to preseneti, samo tukaj lahko pravzaprav razmislimo nekaj oddalj, kako se to pismo sploh govori o Bogu, kako ga predstavlja. In vidimo, da že od začetka je Bog predstavljen kot tisti, ki govori. Da že samo stvarjenje je predstavljeno kot dogodek, kjer Bog govori in z govorom, z besedo prikliče stvari v bivanje. In ta vloga Božje besede se potem samo še stopnjuje, poglablja skozi celo zgodovino Stare zaveze in Nove. Vemo, da je v Janezovem evangeliju na začetku je spet beseda, ki je bila pri Bogu, je bila Bog in je postala meso, in vidimo se prav v Kristusu to besedo. Ampak glavno, Bog je govoreč Bog, on govori svojo besedo in s to besedo ustvarja iz nič. Nekje drugje v pismu Hebrejcem piše, da z besedo svoje moči nosi vse. Zdaj, ta beseda, ta stvoriteljska beseda, je torej ta, ki nosi vesolje in ki ustvarja. In Pavel se zdi, da hoče pa šlejte zdaj do nas, pa ta beseda prihaja kot evangelij. Kot to sporočilo o tem enem dogodku, ki ga je Kristus